Lepo pozdravljeni, sem Boštjan, to je moja žena Ema, poročena sva 29 let, imava 5 otrok in tako, kot je bilo v življenju veliko lepega, so prišle tudi razne preizkušnje. Ena zadnjih najtežjih preizkušnj se je zgodila dobro leto nazaj, ko je Ema zbolela zaradi koronavirusa in je bila napotena v bolnico. Zaradi slabega počutja so jo napotili na intenzivni oddelek infekcijske klinike in dobil sem samo še sporočilo, da je stanje tako resno, da jo bodo dali umetno komo in umetno predihavanje. Takrat se je zame začelo neko grozno trpljenje, dvomi, a bova še kdaj skupaj, jo bom še lahko kdaj objel. Molil sem, prosil sem Boga, da bi se vse srečno izšlo. Vpil sem k Bogu, imel sem občutek, da sem sam, res sem bil čist na koncu. Potem me pa pokliče ena prijateljica, Kristina iz zakonske skupine, vpraša, kako je, in sem rekel, ne morem več, ne zmorem več. Je rekla: Boštjan, odpočij se, zdaj gremo pa mi naprej. Skoraj istočasno me tudi pokliče župnik in pove, da bo zvečer daroval mašo za Emo. To me je nekako pomirilo, da sem lahko funkcioniral naprej. Vedel sem, da nisem sam, da so drugi z mano in da lahko upam pa zaupam. Maše smo potem darovali vsak večer. Vsak večer se nas je zbralo v povprečju 40 do 50 za računalniki, pa pri vsakem računalniku je bilo vsaj po dva, ki so bili z mano v tem trpljenju, v tem preizkušnji. Začutil sem neko olajšanje, začutil sem, da nisem sam, da so drugi z mano, da bom nekako lahko šel skozi to preizkušnjo. Ta prijateljica Kristina mi je pa vsak dan pošiljala SMS-e z odlomki Božje besede in to je bil pa nekako ta tisti kruh, ki mi je navdajal, da sem skozi to preizkušnjo lažje šel. S Kristino sva bila skoraj vsak dan na vezi, poklicala me po telefonu ali pa mi poslala kakšne SMS-e, vrstice, odlomke iz Svetega pisma. Te vrstice so me držale po koncu. V tistem sem začutil, da bo z Emo vse v redu, mi je vlivala tisto vero, upanje, zaupanje, da bo vse v redu. Imel sem občutek zjutraj, ko sem se zbudil, da brez tega ne bi mogel dan preživeti, ne bi mogel funkcionirati tistega dne. Naučil sem se, da vse tisto trpljenje, ki ga doživljam, ki ga preživljam, prinašam pred Gospoda, pred njegov križ, da mu izročam vse to trpljenje, da mi to daje energijo, da mi to daje moč, da lahko funkcioniram čez dan, da lahko grem skozi to preizkušnjo. Kristina mi je svetovala, naj molim predvsem k Svetemu Duhu, naj prosim za modrost, da bom lažje šel skozi to preizkušnjo, da bom vedel, kako delati. Res sem veliko molil k Svetemu Duhu, potem je pa prišlo na misel, da bi pisal dnevnik Emi, da bi vedela, kaj se vse dogajalo z mano, takrat, ko jo ni bilo. Ampak ta dnevnik je prerasel v neko osebno izpoved, kako jo imam rad, kako jo močno pogrešam, pa tudi kako sem zaupal v Gospoda, kakšno vero sem imel takrat. V vsem tem času sem res čutil to Božjo navzočnost, čutil sem, kako je Gospod z mano. Danes to ne morem več opisati, ampak ko berem dnevnik, vidim, kaj vse sem takrat doživljal. Po 5 tednih kome so Emo zbudili in sva se lahko zopet slišala po telefonu. Takrat sem bil neizmerno srečen, neizmerno vesel, da sva lahko zopet govorila po telefonu, se zahvaljeval Gospodu. Spoznal sem pa, da križ, ki ga nosiš, ki je tvoj križ, da je veliko lažje, če imaš ljudi okrog sebe, ki ti pomagajo ta križ nositi. In pa predvsem, da to trpljenje, to, kar prestajaš, izročaš Gospodu, izročaš pred njegov križ. To so bili tisti stvari, ki so me držale po koncu, ki so me skozi ves ta čas, skozi tiste tedne Emine odsotnosti, Emine bolezni, ko nisem vedel, če se bova še kdaj srečala, če se bova še kdaj lahko objela, vodile, da sem premagal to preizkušnjo oziroma da sem zdržal to preizkušnjo in da se danes z Emo lahko spet skupaj.